Pomen in pomembnost celostne rehabilitacije lahko pravzaprav najverodostojneje opišete na podlagi lastne izkušnje. Kako vam je bila tovrstna podpora, ki zajema različna področja, od fizične rehabilitacije do psihosocialne in prehranske podpore, v pomoč pri okrevanju, pri vračanju življenjske moči, ki jo sicer danes res uspešno zdravljenje krvnega raka vendarle opazno šibi, vsaj v določenih točkah zdravljenja? Zame je bilo, tako kot verjamem tudi za marsikaterega drugega bolnika, to obdobje po zaključku zdravljenja v bistvu eno najtežjih obdobij, zato ker se mi zdi, da popusti malo ta adrenalin zdravljenja, ta en in edini cilj preživeti, ozdraveti. In ko nekako ta cilj dosežeš, ko zagledaš na izvidu tisto, da ni znakov za ponovitev bolezni, ponavadi je to tisto, kar opazimo, si seveda zelo vesel, ampak po drugi strani pa je nekako občutek, kot bi se vračal iz enega boja, iz neke vojne, ne veš čisto točno, kam bi se dal, nekako ne prepoznaš mogoče tudi svoje vloge v družbi, med prijatelji si nekako preveč zrel, v družini te seveda podpirajo, ampak nekako si ujet v nekem vakuumu, no. In se mi zdi, da je bilo to tudi zame eno tako obdobje, ko sem se nekako iskala, predvsem mogoče neko podporo, nekoga, ki bi me res lahko razumel, ker družina seveda ti stoji ob strani najbližji, ne morejo pa tega razumeti, ne morejo vedeti, kako je res, če si imel tako izkušnjo, zato sem sama takrat iskala predvsem to. In to tudi uspešno našla v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, in sem res vesela, no, tako se je tudi v bistvu začela moja pot pri združenju. Takrat sem se včlanila oziroma pridružila temu programu celostne rehabilitacije. V bistvu je bilo to čisto spontana odločitev takrat, ravno iz tega vidika, ker se mi je zdelo, da mogoče so pa oni tisti, ki bi res lahko razumeli. Vedela sem, da je veliko več bolnikov vključenih, večinoma je šlo sicer za starejše ljudi, ampak mene to nikoli ne moti, to medgeneracijsko povezovanje, se mi zdi, da si veliko lahko damo. In res sem imela odlično izkušnjo, no, s tem programom. Presenetilo me je, koliko celostna je res ta podpora, ne samo to, da imaš omogočeno to redno telovadbo tedensko, kjer dejansko ti skozi tedne vidiš in čutiš tudi ta napredek. No, mene je bilo neverjetno, na prvi vadbi nisem mogla ene uteži dvigniti, ker sem bila toliko švoh. Potem na koncu sem bila pa že na pripravah na maraton. Tako res je lepo tudi pri sebi opazila ta napredek, pa tudi pri drugih. No, meni je bilo všeč, kako smo drug drugega spodbujali pri teh vadbah. Tako mi je bilo simpatično, ker to je bilo prek Zooma, tudi zdaj je, ne, prek spleta. In potem opazuješ druge, kako jim počasi rastejo lasje, kako se počasi vrača tista barva v lička in kako res gremo nekako nazaj v normalno življenje, in je res ta podpora čutiti skozi celoten program, tudi prek drugih stvari, redne, se pravi, posvetovalnice z področja prehrane, psihološka podpora, ker seveda je tudi en velik temelj, ki ti takrat nekako manjka, ker spet se počutiš malo čudnega, ker bi mogel biti najsrečnejši človek na svetu, ker si to preživel, v bistvu si pa samo utrujen od vsega skupaj, in se mi zdi, da je to res mi veliko dalo, predvsem pa ta skupnost ljudi, ki mi je še danes ena velika podpora tudi pri vsem, kar te čaka pol naprej v življenju, tako da ena sama hvaležnost. Kje pa ste, ko ste končali z zdravljenjem, pa tudi že med njim osebno potrebovali največ pomoči in podpore? Bi lahko rekli, da Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo na teh področjih pomembno zapolnjuje praznino, ki v sferi rehabilitacije zeva v sistemu javnega zdravstva? Kajti človek nemalokrat, ko govorimo o sistemu, na vrsto za obravnavo pride šele potem, ko določen problem ni več akuten, ampak se prelevi že v kronično obliko. Ja, to je res. Tudi jaz sem se s tem soočala. No, zdaj, če bi mogla zbrati eno stvar izmed vseh številnih izzivov, ki jih imaš res na tej poti vračanja, bi mogoče rekla ta psihološka podpora. No.
ravno z tega vidika, ker se po eni strani vse čas želiš vključiti nazaj v tiste med svoje vrstnike, v tisto svoje razvojno obdobje in tiste probleme tistega trenutnega časa. Po drugi strani si pa nekako bolj zrel kot tvoji vrstniki, ker si dal eno tako veliko stvar čez, da se potem nekako iščeš, kam se zdaj umestiti. Je pa tudi res, da ko popusti ta adrenalin, tudi vsa ta čustva, občutki, vse pride za tabo, vsaj za mano je prišlo kot en velik cunami, tako da se mi zdi, da sem se tudi soočala z enimi res takimi temačnimi obdobji in si seveda prestrašen, ker sploh, če si tak pozitivc po naravi, tega tudi nisi navajen. Tako da je bilo zame takrat tudi iskanje neke take podpore v smislu, a je zdaj to normalno, a so ti občutki normalni, a moram kaj sama narediti, a moram iskati neko strokovno podporo. In je res to, da nažalost je ne dobiš takoj. Jaz sem imela tudi to srečo ali pa nesrečo, da sem se zdravila ravno v času covida, torej itak vse je bilo malo v zmanjšanem obsegu, tako da tudi psihološke pomoči nisem dobila, ker je takrat na oddelku niti ni bilo. Tako da sem potem probavala tudi preko kakšnih privat zadev, tam imaš pa hitro naletiš na problem, da recimo psiholog, ki nima nekih izkušenj ali pa znanj iz tega našega področja zdravljenja krvnih rakov, bo težko razumel oziroma ti pomagal, vsaj taka je bila moja izkušnja, tako da sem zelo vesela, da sem potem tudi prek združenja v bistvu prišla do te psihološke podpore. In zdaj, če se samo na to vrzel osredotočam, bi rekla, da je super tudi en drug program združenja Posvetuj se, ki pa ponuja prav take stvari, se pravi neko podporo nadaljavo, torej preko spleta, gre v bistvu za spletne posvetovalnice in taka stvar v takem obdobju je res neprecenljiva, da ti lahko dobiš brezplačno, hitro nekoga, ki ti lahko vsaj to pove, ali so ti tvoji občutki normalni, kaj lahko narediš, da izboljšaš to počutje, pa ne glede na to, ali gre za psihološko podporo, ali za prehrano, ali za telovadbo, ali pa tudi za kakšen nasvet, že čisto iz področja zdravljenja oziroma rehabilitacije. Jaz se spomnim, da v tisti moji skupini smo se vsi sprašvali, ali lahko gremo na bazen, ali pa lahko gremo v savno. Taka vprašanja, ki se zdijo mogoče za povprečnega človeka čisto banalna, takrat se pa res ukvarjaš s temi stvarmi, ker te je strah, da bi kaj naredil narobe, da bi si kaj poslabšal situacijo, tako da se mi zdi, da je res velika dobrobit teh naših programov to, da omogočajo ta stik z strokovnjaki, ki jih ni malo, in res, da je ta stik takojšen, da ti lahko takoj rešiš nek problem, nek izziv, nek strah. Na kaj pa bi, kar se tiče čakalnih vrst in tudi pomanjkanja strokovnega kadra v našem zdravstvu, s čimer se pravzaprav srečuje vsak med nami, kadar se znajde v vlogi pacienta, morda opozorili tudi na podlagi lastnih izkušenj ali pa tega, na kar opozarjajo drugi člani vašega združenja? Ja, jaz mislim, da je to res en tak velik problem, s katerim se vsi soočamo. Jaz sem včasih kar malo jezna, ker imam občutek, da se ne dogaja toliko na tem področju, kot bi se moglo. Sama sem strokovno tudi veliko delam na področju staranja, gerontologije in se mi zdi, da bi mogli tudi s to mislijo zreti v prihodnost, da vsi demografski podatki kažejo, da bo vedno več starejših ljudi, ker je vedno bolj uspešna medicina, vedno bolj se zdrav, kar pa pomeni, če je vedno več starejših, bo tudi vedno več bolezni, v glavnem veliko potreb, potrebe grejo samo navzgor, pri kadru pa nažalost ne gre v to smer. Si pa želim, da bi tudi znali spodbujati bolj mlade, da bi iskali kakšne druge rešitve, bolj inovativne rešitve, da bi omogočali ljudem dobro delati. No, mene se mi zdi, da imate pa tukaj tudi mediji veliko vlogo in nalogo spodbujati tudi nek tak pozitiven vidik, pozitiven pogled na to. Se mi zdi, da v zadnjih letih je bilo prej negativno oglaševano zdravstvo nasploh in se mi zdi, da je pa tukaj naloga vseh nas, da
da pomagamo tudi bodočim zdravstvenim delavcem, da se odločajo za te poklice, da lahko sledijo tem svojim poslanstvu, ker brez njih tudi nas ne bi bilo in se mi zdi, da se moramo tega vsi zavedati, da se drug drugemu podpiramo, si pomagamo in tako tudi v združenju zelo z veseljem sodelujemo z vsemi strokovnjaki, tako kot sem že rekla in je tudi Brina že povedala. Imamo res neznansko srečo, da imamo take strokovnjake v Sloveniji. Tega se mi zdi, da se zaveš mogoče šele takole v čakalnici na Onkološkem inštitutu, ampak res vzpodbuda vsem, da dajmo poskrbeti tudi zanje, tako kot oni za nas.